Obletnice nas obremenjujejo, a tudi opominjajo. Kako uskladiti 9. februar, obletnico Finžgarjevega rojstva, in 8. februar, obletnico Prešernove smrti? Gre v obeh primerih za kulturni praznik. Kdo naj bi bil največji? Odgovor: nesmisel. Kdo naj bi bil pristojen za to opredelitev? Tudi. Naj sam poskrbim za usmeritev v Finžgarjevo leto skozi lastno življenjsko izkušnjo. Prvo srečanje s Finžgarjem je bilo leta 1959, ko sem si zlomil stegnenico in celo poletje preživel z branjem zbranih spisov Franceta Šaleškega Finžgarja, ki so izhajali med leti 1912 in 1943. To branje je vplivalo tudi na to, da sem si izbral za maturitetno nalogo na Poljanski gimnaziji kraji v Finžgarjevi kmečki povesti. Spet sem bil bolan in ker nisem mogel prehoditi vseh poti glavnih junakov, to je bil cilj pregleda realizma Finžgarjevega pisateljevanja, sem si izposodil vojaške specialke in uspešno spisal nalogo. Odločil sem se za študij slovenščine in francoščine in se znašel v kabinetu Jožeta Toporišiča, ki je med drugim doktoriral iz Frana Šaleškega Finžgarja in pri matici izdal Finžgarjeva pripovedna dela in mi pripovedoval o svoji maturitetni nalogi. Želel jo je videti, si jo sposodil in me predlagal za Prešernovo nagrado leta 1967. Prejel sem jo skupaj z Borisom Kavaco, takrat ga še nisem poznal, kasneje pa sva sodelovala kot profesorja na Igralski akademiji. Leta 1968 se je povezalo spet z neko reminiscenco na Finžgarja. S prijateljem sva v družini izdala članek Študent naj bo, toda kakšen. Šlo je za pogled v bolj socialno družbo, morda celo socialistično, kar je vznemirilo tedanjo cerkev. No in prvo pomembno objavo pa sem dosegel tudi skupaj s Finžgarjevim sorodnikom Janezom Bogatajom, ko sva izdala knjižico Doslovče, v kateri sem sam obdelal Finžgarjevo življenje in delo, Janez Bogataj pa etnološki vidik Finžgarjeve kajže. Zadnje srečanje s Finžgarjem, o katerem sem premišljeval vse življenje, pa je bila moja zadnja služba kot direktor Mohorjeve družbe nekako po letu 2000. Ker sem dobro poznal Finžgarjevo izkušnjo z Mohorjevo družbo, ki jo je prevzel v roke po njenem begu iz Celovca v Prevalje nad Celje in je v glavnem urednikoval v Ljubljani, sem se skušal zgledovati tudi po njem. Šlo je za to, da neka ljudska založba ne sme izdajati primitivnega slovstva, ampak da mora skušati enako nagovoriti izobražence in tudi preproste ljudi. O tem sta se Finžgar in Izidor Cankar večkrat pogovarjala, celo išla je razprava ali pogovor v Cankarjevem delu Obiski, kjer sta premlevala tovrstno problematiko. Zadnje srečanje s Finžgarjem pa je bilo pred nekaj meseci, ko sem prebiral zapiske škofa Vovka, ki je prevzel ljubljansko škofijo po begu nad škofa Rožmana. Imel je velike težave z oblastjo. In oblast mu je ves čas prigovarjala, naj se zgleduje po Cankarju, Miklavčiču in Francetu Šaleškemu Finžgarju, ki so tako prijazni komunistični državi. Takrat sem se spomnil, da je očitek, da je Finžgar bil nekakšen simpatizer socialistične države, krivičen.
Poznal sem njegovo stališče do socializma, bil je somišljenik odkritelja socializma na Slovenskem Janeza Evangelista Kreka, ki je leta 1901 napisal knjigo Socializem in ga je nameraval tudi v okviru krščanstva in slovenstva tudi uresničiti. In zato se je s temi socialističnimi idejami kot sin Kajžarja tudi zelo identificiral. Nikakor pa ni bil tako naiven, da ne bi sprevidel, da so komunisti idejo socializma med okupacijo ugrabili in jo potem nekako umestili v slovenski prostor kot revolucijo. Pri tem sem se spomnil spet na en mladostni spomin, ko sem poslušal pogovor primarija Roberta Blumauerja, kirurga, z mojimi starši, bili so družinski prijatelji, in povedal je naslednjo anekdoto ali doživljaj. Blumauer, Finžgar in Anton Brecelj, katoliški zdravnik, so se v Trnovem pogovarjali o vojni situaciji. Ali so partizani komunisti ali niso komunisti. In Brecelju se je zdelo, da niso, saj je imel v partizanih tudi svoje otroke. No in Blumauer in Finžgar pa sta bila nasprotnega mnenja. Odločili so se, da bo Brecelj ta problem preveril, zato je odšel s kolesom na Primorsko in se olajšano vrnil. Niso komunisti, partizani so orglali v cerkvi in peli pri maši. No, Blumauer je to zgodbo pripovedal kot veliko naivnost. Treba pa je videti, da je bil Fran Saleški Finžgar velik Slovenec, nasprotnik okupatorja in kot Gorenjec je dobro poznal zločine nacističnega režima. Zato ni prenesel nobenih kompromisov z okupatorjem. No in zadnje srečanje s Finžgarjem pa je bilo brskanje po internetu, ko sem v minulih dneh gledal, kaj se je kaj novega zgodilo s Finžgarjem in odkril, da je Urška Perko leta 2018 napravila diplomsko nalogo, analiza upodobitev ženske v Finžgarjevi pripovedni prozi. Pogledal sem to zadevo in odkril izjemno natančno delo, ki je prikazalo kulturni prikaz ženske v minulem stoletju in potem, kako se je to zrcalilo v Finžgarjevih delih. Ugotovilo se je, da je Finžgar kot duhovnik imel zelo napredno stališče do ženskega vprašanja, da je bil sočuten do nezakonskih mater, ki so bile v tistem času izredno težkem položaju, kajti obči državljanski zakonik je naročil očetu samo, da je plačal porod in morda 3 mesece vzdrževanja dojenčka. No in ta zadeva je tudi povezana z znamenitim Finžgarjevim spisom Dekla Ančka, kjer se je zveza končala z nezakonskim otrokom. Zbudila je velik odpor hinavskih duhovnikov, ki so Finžgarja tožili tudi škofu Jegliču. Jegliča poznamo kot nekega precej ozkosrčnega človeka, ki je dal zažgati Cankarjevo erotiko, pozabimo pa, da je celotno naklado odkupil. Vendar je Finžgar dobil po branju Dekle Ančke naslednje pismo. Prebral sem natančno vašo zgodbo, ugotovil sem, da je izredno lepa, moralno neoporečna in da je obtoževanje vaših sobratov duhovnikov popolnoma neupravičeno. In ob 100-letnici Finžgarjevega rojstva je Mohorjeva družba izdala knjigo Dekla Ančka strici z izvrstno analizo Finžgarjevega dela, ki ga je pripravil France Koblar,
nekdanji predsednik Slovenske matice. To delo bi zaslužilo, da ob 150-letnici rojstva doživi ponovno izdajo, morda kar v koprodukciji med Mohorjevo in založbo Slovenska matica. Kajti Mohorjeva je neke vrste zrcalo Slovenske matice. Prav po Finžgarjevi zaslugi je postala izjemno pomembna založba, ki je hkrati nagovarjala preprosto ljudstvo in pa izobražence, in v času Finžgarjevega urednikovanja so izšla izjemno pomembna dela. To je bilo Pitamicovo delo Država, ki ga še danes v Evropi citirajo, čeprav je bilo napisano v slovenskem jeziku, in pa Koroščevo pravno delo Rimsko pravo v dveh zvezkih, po katerem so se celotno obdobje po drugi svetovni vojni še učili vsi pravniki v prvem letniku. Pomembno pa je tudi, da je Finžgar začel izdajati svetovno zgodovino in je pridobil Antona Sovreta za izdajo Grkov, Stari Grki. Ta knjiga je izredno lepa. Po pričevanju v letih mojega popotovanja, Finžgarjevem življenjepisu, lastnem življenjepisu ali spominih, je opremo pripravil njegov prijatelj Jože Plečnik. Nikjer ni to zapisano, kajti takrat oblikovalci še niso imeli take veljave kot danes, če so napravili platnice. No in to je pa tudi pomembno vprašanje, kako je Finžgar poskrbel tudi za zunanji izgled knjige, ki naj bi bil lep in izdelan od velikih umetnikov. Tako je Finžgar usmeril v Mohorjevo v nek tok, ki ni podcenjeval preprostega ljudstva. Nekoč je rekel svojemu prijatelju Medvedu: ljudstvo si zasluži kaj boljšega. In ko sta se pogovarjala z znamenitim Cankarjevim bratrancem Izidorjem Cankarjem o problemih literature, je zapisal, odgovoril na vprašanje Izidorja Cankarja, kaj je v narodnem slovstvu potrebno in koristno, kaj je umetnost sama na sebi, kaj ima smisel za umetnika in kaj je potrebno in skladno z narodovo kulturo. Na obiskovalčevo pripombo, ali je naravno in potrebno, da ljudstvo dvignemo k pisatelju in ne ponižamo pisatelja do ljudstva, je Finžgar odgovoril: toda med ljudstvom in inteligenco ne sme biti prepada, temveč mora peljati most z ene strani na drugo. Jaz, Finžgar, držim ta most, kolikor moram, in mislim, da ga nikoli ne smemo podreti. Največja umetnost je pisati za ljudstvo in inteligenco hkrati. 100 doktorjem govoriti ni težko, 100 kmetom lepo govoriti je višek umetnosti. Knjige, ki jih uživa ljudstvo in inteligenca z enakim veseljem, so najboljše, kar jih je kdaj človek napisal. Tako je Sveto pismo, Homer, tako so pisali Tolstoj, Dickens in Shakespeare, če hočeš. Ta razgovor ne odkriva samo Finžgarjeve slovstvene šole, v nekaterih zgledih prikazuje tudi njegovo človeško širino, je napisal France Koblar. No in ideja, ki bi bila vredna, da jo v naslednjih mesecih ali letih preverjamo, je vprašanje, da bi ugotovili, najbrž na nekem posvetovanju, ali je Finžgar, Francaleški Finžgar, slovenski Tolstoj. Predlagam Slovenski matici, da skupaj z Mohorjevo družbo skuša rešiti to vprašanje v obliki nekega simpozija. Hvala lepa.